kakšne lepote so tle nad zgornjo krmo. Prihajamo na veliki pršivec, še par metrov. Prihajamo do ostankov letala ameriškega bombnika iz druge svetovne vojne. Umrlo je pa 8 ameriških vojakov. Tukaj sem se ustavil zato, da vam pokažem nekaj izjemnega. Najvišji slovenski macesen, najvišje slovensko drevo na 2492 metrih. Je potrjeno, da je to drevo res do sedaj najvišje izmerjeno v Sloveniji. Kot gozdar sem seveda zelo ponosen na to najdbo. Dobro jutro, pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa nahajam na planini Zgornja Krma in pogledajte si sedaj tale razgled. Evo, prvi sončni žarki na okoliške vrhove. Smo s sabo še prijatelja Grega. Hello. Odpravljamo se pa na Rjavino in sicer po nemarkirani poti, po brezpotju. Mimo še ne take zelo zanimive stvari. Najprej bo pa osvojila še en vrh, ki se mu reče Pršivec. Še enkrat javljanje z istega mesta. Poglejte sedaj, kakšne lepote so tle nad zgornjo krmo. Zdaj pa res gremo naprej. Dosegla sva 2000 metrov nadmorske višine. Midva sva hodila od planine Zgornja Krma, sedaj po markirani poti proti Staničevi koči. Prav, midva sva prišla po tej poti navzgor. Tukaj je pa oznaka, da se zavije levo, midva pa zavijeva tukaj desno, po tej dolini. Reče se Kravja dolina. Prihajamo na veliki pršivec, še par metrov. In pa pogled v krmo. Čudovit razglednik, veliki pršivec. Tale bo Debeli vrh, Selišnik in tisti Viševnik, Mali Draški vrh, potem Veliki Draški vrh, Tost, Vernar, Mišel vrh, zadaj je tudi Debeli vrh za Mišel vrhem, potem pa Mali Triglav, Veliki Triglav, Rš in pa Rjavina. Tam smo pa namenjeni. Tam, ker vidite, še na zaplatu snega, pod snegom in tak travnik. In tam na tistem travniku bo pa tudi ena izjemno zanimiva stvar. Ko pridemo kje, se javim. Zdaj pa služen zajtrk. Prihajamo do ostankov letala ameriškega bombnika
iz druge svetovne vojne, ki je strmoglavil oziroma trčil v južno pobočje Revine. Zdaj si pogledamo ta kup železa. Seveda precej materijala so pobrali tekom teh let. Nekaj ga je pa ostalo v spomin in opomin na vojne grozote. Ta bombnik, to se pravi ameriški bombnik, je bil Liberator P-24. Pred strmoglavljem je štartal nekje iz Italije in mu je še uspelo preleteti greben nad Pokljuko. Se pravi, je pa nastala megla in se je zaletel v pobočje Revine. Umrlo je pa 8 ameriških vojakov. Domačini z Radovne so slišali pok, vendar takrat je bila vojna in tu niso dali posebenega poudarka na to. Seveda, bilo je to marca, tako da je bilo ogromno snega. Poleti je en pastir našel prav te ostanke letala in pa posmrtne ostanke teh vojakov. Nato so te posmrtne ostanke pokopali prav tukaj na tem kraju. Nato čez nekaj let so jih pa odkopali in predali svojcem v Ameriko. Sicer je pa tukaj taka lepa dolinca. Naprej pot je pa malo proti soncu, proti temenu, tem pa na vrh Revine. Poglejte, kakšne prečudovite planike. Ogromne so. Še ena super panoramska točka. Tale greben je greben temena. Tem pa seveda od Debele peči preko Viševnika, Mali Draški vrh, Veliki Draški vrh, Tost, Vernar, Mišel vrh, Kanjavec in pa proti Triglavu. Tukaj gor greva pa midva. Sem na približno 2200 metrih nadmorske višine. Dobre pol urce smo na vrhu Revine. Super dan. Tukaj sem se ustavil zato, da vam pokažem nekaj izjemnega. Poglejte. Najvišji slovenski macesen. Najvišje slovensko drevo. Evo, tamle je vrh Revine, ta grmiček, evo, takole izgleda. Noro, kakšna višina, na 2492 metrih. Tik pod vrhom Revine, evo, tamle je pa vrh Revine, 30 do 40 metrov nad mano. Evo, še enkrat dokaz. 2492 metrov. Vidite? In pa macesen. Pozdravljeni na vrhu Revine. Evo, vrh, pisna skrinjica. In tamle spodaj, 40 metrov spodaj, je ta macesen. Več pa razgledi čudoviti. Triglavski ledenik. Odličen dan za hribe po dežju. Ni vročine. To je super. Prav vrh Revine, karavanke, tista ekipa. Potem imamo
kukovo špico, dolžki križ, tam smo bili zadnjič, zadaj tisti zasneženi je Hohalen špice, potem greben rokavov do najvišje škarlatice, potem je špičasta Dolkova špica, potem imamo naprej prisank, spredaj je Stenar, zadaj, tam so še 3 zaplate snega je Razor, naprej je Jalovec, tisti hribi zadaj so Montaž, Viš, naš očak Triglav, evo, te tam pa že poznate, se pravi greben Draških vrhov, Viševnik in pa spodnje Bohinjske gore. Čudovita panorama. Mimo okna v Rjavini, da se nahaja med veliko in malo Rjavino, dvojno okno. Prečudovita Triglavska roža, približno na 2500 metrih. Tam je vrh Velike Rjavine, prihajam na malo Rjavino, 2530 metrov, pogled proti Triglavu, Paničevi koči in pa pogled na prehojeno pot spodaj. Po teh podih se hodil prej. Včasih se že nebo zapira, tako da je čas, da gremo v dolino. Tisto je Velika Rjavina. Zaključujem ta video na Mali Rjavini na višini 2530 metrov. Hvala za ogled. Naročite se na moj YouTube kanal in me spremljajte naprej. Se vidimo. Čau. Pozdravljeni vsi skupaj. Še eno oglašanje v zvezi z najvišje rastočim drevesom v Sloveniji. Po slabem tednu dni od vloga na Rjavini je potrjeno, da je to drevo res do sedaj najvišje izmerjeno v Sloveniji. To so mi potrdili kolegi gozdarji ter tudi moj profesor z Fakultete za gozdarstvo, dr. Brus, ki je vodilni slovenski dendrolog. Prejšnja rekordna višina je bila na nadmorski višini 2438 metrov in sicer na pobočjih Škrlatice. Se pravi, to najdeno drevo je od tega prejšnjega rekorderja višje za kar okoli 50 višinskih metrov. Kot gozdar sem seveda zelo ponosen na to najdbo. Res je neverjetno, da v tako surovih razmerah na taki nadmorski višini lahko raste drevo.